Samodejni menjalnik je pripomoček, ki ga danes lahko priporočimo že kar na splošno. Že dolgo se namreč ni zgodilo, da bi kak avtomatik prestavljal tako zoprno, kot imamo v daljnih spominih. Moderni samodejni menjalniki namreč po večini uporabljajo inteligentno elektroniko, ki zelo učinkovito zazna, kakšne pospeške si voznik v dani prometni situaciji želi. In pomenljivo se nam zdi, da je Hyundai z zadnjo prenovo svojega Clio večji poudarek namenil samodejnemu menjalniku. Kot bi tudi tistim svojim najbolj konzervativnim kupcem želel povedati, da zdaj je pa res čas, da se predajo udobju menjalniške avtomatike. Z njo pa nam je prinesel še nekaj več navdušenja nad tem že znanim modelom. Pričakovali smo in tudi dobili potrditev, da se bo i20 dobro odrezal v mestnem vrvežu. Prav tako smo že dobro vedeli, da je i20 presenetljivo prostoren in udoben. Tudi zadaj se lahko usedejo odrasli in prav nič hudega jim ne bo. Zato lahko brez težav poročamo, da i20 presega svojo običajno namembnost, se pravi vlogo drugega avta pri hiši. Nismo pa si obetali, da bo v tej novi kombinaciji tudi živahen. Litrski trivaljni turbo v kombinaciji z avtomatikom vsekakor ponuja precej več, kot bi pričakovali. Kot bi hotel spomniti na to, kako zelo je Hyundai s Thierryjem Neuvilom uspešen v svetovnem ralliju. Hkrati lahko poročamo, da so Korejci izpopolnili asistenčne sisteme. Avto ni več tako paničen kot tisti v našem prvem testu te generacije. Veliko bolje prepoznava situacije.